Lepo zdrav vsem skupaj, dobrodošli na tem webinarju, ko bomo govorili o tem, kako seveda zgradite vaš coaching posel oziroma na kakšen način lahko zgradite posel, ki bo s pomočjo coachinga vam pomagal, da boste seveda se s tem profesionalno ukvarjali. Jaz seveda vas vabim, da mi sam poveste oziroma da delite z nami, iz katerega konca Slovenije prihajate oziroma s kje vse ste prišli, tako da bomo vsaj imeli malo občutka, da bom vedel, kdo je z nami, če me slišite, če me vidite, če je vse v redu. In seveda se vam zahvaljujem, da ste si vzeli nekaj trenutkov časa, da bomo lahko preživeli nekaj časa skupaj in seveda debatirali o neki zelo pomembni temi. In sicer par stvari, ki se mi zdijo tukaj pomembne in bi jih rad danes z vami delil, in to je to, kako lahko seveda kot coachi, kot mentori, kot predavatelji, kot ljudje, ki se s tem profesionalno ukvarjate, naredite in pomagate ljudem, kaj je potrebno narediti na mentalni ravni, kako izbrati ciljno publiko, kako vrednotiti vaše delo. Govorili bomo o tem seveda tudi, kako ljudi prepričati v to, da vam zaupajo, da bojo z vami sodelovali, da vam bojo namenili čas. Dotaknili se bomo teme, ki je zelo pomembna v tem smislu, kje dobiti stranke, da bojo prihajale in bojo z vami seveda na tem nivoju, ko boste lahko jim pomagali, da vam bojo zaupali, da bojo lahko z vami nekaj se zgodilo. Tako da ja, dajte sam napisati, z katerega konca ste, toliko da bomo vedeli, kadarkoli se nam pridružite, samo napišite, ja, sem iz tega konca in slišim v redu, deluje tehnika čisto v redu. Jaz bom pozdravil seveda tudi vse, ki ste z nami na Instagramu, upam, da me vidite, bom sicer malo več usmeril časa in pozornost v to kamero, zaradi tega, ker tukaj tudi praktično sebe vidim. Ravno včeraj smo ugotovili, da je v resnici na Instagramu tako narejeno, da ko se snemam s to kamero, sam sebe so črke obrnjene, tako da danes imam pomočnika, tudi moj starejši sin z mano, tako da se mu zahvaljujem, da si je vzel ta čas, da je lahko z mano in da bova vam pomagala. Vem, da eni se pridružujete skupini še naknadno oziroma zdaj, tako da vas bom prosil vse ostale, da potrdite ljudi, ki bi se radi nam pridružili, ker eni ste se prijavili zadnjo minuto oziroma v zadnjem trenutku. Tako da lep pozdrav v cel recimo ta svet, iz kjerkoli že ste, Slovenije, oziroma tudi včasih se zgodi, da kdo, ki kje potuje ali pa je kje drugje in nas seveda spremlja iz kakšnega drugega konca sveta ali pa Evrope. Ko govorimo o tem coaching poslu, se mi zdi pomembno, da se zavedamo prvič definicije, kdo je coach oziroma kaj počne coach. Ta čas, ko delam ta mal daljši uvod, vas sam prosim, napišite, da slišite, da je v redu in seveda s katerega konca Slovenije ste, tako da bomo imeli malo več povratne informacije in če vidite, da se kdo želi pridružiti skupini, tisti, ki sam potrdite, skupina tako odprta, zdaj imamo, mislim, da je nekaj čez 1000 članov in seveda ste lahko del te skupine, tega našega druženja in vas vabim seveda, da povabite to skupino oziroma v našo sredino čim več ljudi. Zakaj? Kajti objavljamo dnevno zanimive teme, zanimive citate, zanimive zgodbe in tako dalje. Tako da ja, upam, da me slišite vsi v redu, da me vidite, da je povezava v redu, ja, in seveda, tako da zdaj pa lahko mi v resnici štartamo. Dajmo začeti s tem, zakaj je koristno, da se pogovarjamo o tej temi. Zakaj je ta tema toliko pomembna? Pomembna je zato, ker ko enkrat osvojite, kako postaviti coaching posel, kako se s tem profesionalno ukvarjati, v resnici lahko tega živite. Danes, če uspete postaviti posel, ki je coaching, in definicija coachinga je zame tako široka, da v resnici pade noter cel kup stvari, po moji definiciji, to pomeni, oseba je v točki A, bi rada šla v točko B in vi ji lahko nekako pomagate pri tem. In to pomeni, da lahko imate kakšno posebno napravo, lahko pomeni, da imate kakšno posebno tehniko, lahko pomeni, da jih recimo zaprete nekam in potem oseba nič ne je en teden in po en teden reče, ja, 2 kilograma manj. V resnici zame je definicija, jaz govorim o coachingu, jaz govorim o temu dosti širokem pojmu coachinga, ne zgolj tisti čisti definiciji, ko coach postavlja vprašanja in s temi vprašanji pomaga nekomu, da pride do cilja pa do rezultata. Tako da rad bi sam, da vemo, da gremo malo na široko definirati coaching posel. To je coach je nekdo, ki pomaga osebi, da gre iz točke A v točko B hitreje. To pomeni, nekdo prije k vam ima konkreten cilj, merljiv cilj in vi mu rečete, ja, pri tem cilju ti jaz lahko pomagam. Včasih so ti cilji težko merljivi ali pa težje merljivi
in včasih bi vi radi po eni poti to oseba peljali in oseba včasih ima zase predvideno kakšno drugo pot. In jaz bom tukaj postavil eno številko, ki je mogoče velika ali pa majhna in recimo vi si sami odločite, ali je to za vas tisti cilj, ki vam je v redu, ali boste ta cilj povečali, zmanjšali in tako dalje. Ne pozabite samo toliko, da danes s tem, ko delite to, kar zdaj mi počnemo, to če delite zdaj, dobite seveda tudi eno fantastično knjigico, ena izmed vas, ki bo delil, bom žrebal, tako če se to zdaj naredite in date to na vaš zid, ko da delite to naše druženje, samo kliknite na gumb share, delite in seveda komentirajte, da ste to naredili, boste lahko izžrebali in dobili boste eno tako simpatično knjigo, ki v resnici ima cel kup misli, gre za zajtrk za dušo in v tej knjigi seveda lahko izveste ali pa dobite kakšen dober, simpatičen napotek in včasih kakšno dobro, zanimivo misel. In tudi prelistate. In recimo, če vam preberem samo stvar, ker zdaj smo še malo v vodu, ker vem, da eni še se trudijo, da bojo vstopili v skupino, zato vas seveda prosim, da malo pomagate v tem smislu, da jih potrdite oziroma rečete, ja, ok, pridružite se skupini. Tone Pavček je nekoč zapisal, citiram, vidite, sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. Danes vas vabim, da zavestno rečete ali zapišete ali pomislite na namero, da boste srečevali v preostanku leta in vseh letih, ki prihajajo, prave ljudi. Ljudi, ki bodo v vas puščali lepe, pozitivne spomine, ter vas spodbujali k temu, da boste izkoriščali več vašega neskončnega potenciala. Izkoristite to neskončno moč povezovanja s podobno mislečimi ljudmi. To je na strani 50, zajtrk za dušo, dobrojutrnica, delite, komentirajte in mogoče boste prav vi tisti, ko boste srečni, dobitniki, nagrajenci in tako dalje. Tako da lep pozdrav vsem, ki se mi pridružujete. Mislim, da je tudi z nami Črt. Milena, lep pozdrav. Milena ima eno fantastično delavnico, tako da lepo prosim, Milena, sem videl, da si rekla, da če kaj delimo, daj ti deli zdaj ta link, da bomo še mi vedeli in napiši malo, kakšno delavnico imaš v komentarju, tako da bomo vedeli. Aleš, lep pozdrav, prej smo se rik slišali, z Alešem. Črt, čestitka, če sem prav razumel in slišal, si postal ponosni očka, ne vem točno zdaj, kako je že ime. Marko, lepo pozdrav Ljubljano, Erika, lep pozdrav iz Mačkovca, Šentrupert pri Laškem. Super, da se sliši dobro, pozdrav Vrhiko, Marjana, čau, Darja iz Slovenske Bistrice, dobrodošla, Helena iz Ljubljane, Barbara iz Ljubljane, dobrodošla, Monika, lep pozdrav, Jasmina, čau, na obalo in tako dalje. Ljubica, živijo, Mici, čau, kako ste, lepo, da ste z nami, tako da vas vabim, da seveda v tem času, čau Majn, kako si, v tem času, ko smo skupaj, vas vabim, da delite, da bom seveda vas lahko na koncu žrebal. Tako da kliknite na share, delite, lajkajte, naredite nekaj, samo toliko, da bomo vedeli, da ste živi, da ste zdravi, da ste v redu, mislim, da se dobro počutite. Ok, fajn. Dajmo iti skozi zdaj ta naš proces. Cilj, ki smo si ga postavili za to delavnico, je to, da bomo v resnici si postavili ta coaching posel za vas, ali pa za to, da bi v resnici pomagali ljudem. Tako da prvi cilj, ki ga morate imeti tukaj, je ta, da imate željo to početi. Če si želite pomagati drugim ljudem, če vidite, da je to nekaj, kar bi radi počeli, če imate vizijo, potem ste tukaj na pravem kanalu oziroma na pravem posnetku in tako je prvi pogoj za to. Druga stvar je ta, da seveda imate neko znanje, nekaj, s čemer lahko ljudem pomagate. In da se bo zgodilo nekaj neverjetnega, ko ljudje pridejo do mene in rečejo, Aleksandar, jaz bi rada pomagal ljudem in imajo že neko znanje, bi radi pomagali na nekem področju, ki pa ga ne obvladajo. In tukaj vas hočem samo opozoriti na nekaj, da rabite nekaj časa, da postanete res dobri. Če bi recimo bili dobri v enem področju, je treba nekaj časa vaditi, delati in potem, ko postanete dobri na tem področju, da takrat bo v resnici lažje pomagati tudi drugim. Ja, tako da vzemite lastne izkušnje, še posebej, če ste šli skozi kakšno težjo situacijo in tako dalje, vzemite to in ne bo ta izkušnja tista, s katero potem lahko pomagate tudi drugim. Ja? Torej, prva stvar smo neki želja, druga stvar, da imate neko izkušnjo in potem je fajn, da greste v akcijo. Mislim, jaz vem, da ogromno izmed vas sliši ta klic, ima ta klic že dosti časa in nič ne naredi.
Aha, lepo zdrav tisti, ki se še pridružujete, čestitke, aha, Ula, lepo je Mečart, bravo, čestitam. Veš, ti si vesel, pa mislim, da je zdaj cela familija vesela, še bolj. Ja? Janez, lepo zdrav v Sevnico, lepo zdrav Vanja, lepo zdrav Pika poka, ne, pika poka, fajn, simpatično ime. Fajn, ja, tako da, zdaj še zmeraj se vračam k temu, kar se mi zdi zelo pomembno, je to, da ko pomislite na to, da imate željo, imate cilj, veste, na katerem področju bi radi pomagali, je fajn, da res v akcijo in začnete ljudem pomagati. Jaz imam 5 stopenj coachov. In rekli smo že prej, da vi ste lahko zdravilci zaradi mene, vi ste lahko terapeuti, konzultanti, svetovalci, hipnotizeri, NLP, ne vem kaj, strokovnjaki, trenerji, predavatelji. Zame zdaj v tem trenutku in vem, da ni čisto tako, ista pašta. Oziroma, dajmo je dati vse skupaj v skupni imenovalec, kajti vsi smo na tem področju, da pomagamo ljudem, da gremo z točke A v točko B. Ja? Jaz imam 5 nivojev teh coachov, no? Tako da gremo skozi te 5 nivoje. Prvi nivoj je zame nekdo, ki se želi biti coach. Ja, eno jutro se zbudi in reče, jaz bi tudi rad bil coach. Ja, mislim, tako sem se jaz zbudil, ko sem pred leti, ko sem končal v bolnici in bil skozi neko zelo težko življenjsko situacijo šel, v kateri zdaj ne bom govoril, sem iskal pomoč. In takrat je prišel, recimo, eden izmed mojih učiteljev, Brian Tracy, s katerim sem predaval pred par leti, potem je prišel Tony Robbins in ko sem bil Tony Robbins, sem rekel, evo, jaz bi nekoč rad predaval kot ta tip. In potem sem vedel, da tip malo pretirava s časom, z skakanjem in s krečanjem, in se rekel, jaz bi rad dobil malo bolj primorski, taki bolj drugačen stil. In v resnici to je zdaj bilo leta 2005, ko sem prvič bil z njim postal njihov prostovoljc, in danes je leto 2018, 13. leto, odkar sem prostovoljc, in verjetno bomo tudi letos na Date with Destiny seminarju na Floridi prostovoljci in tako. In jaz verjamem, da sem dobil v tem času ogromno kompetenco, ogromno znanj, ogromno načinov, kako lahko ljudem pomagam. In da je to nek proces, ki traja. Recimo, da na začetku je želja, rad bi bil coach. In tukaj še ne vem točno, kaj delati, vem, da mi to leži, vem, da imam nekaj zadati ljudem, nimam pa še strategij in tako naprej. To je prvi nivo coachinga. Drugi nivo coachinga je, to je coach, ko recimo jaz pravim temu začetnik coach. Naredim eno delavnico, naredim hipnozo, praktik hipnoze, naredim delavnico NLP praktik, naredim delavnico NLP coach, nekaj naredim, eno delavnico, naredim recimo neko energijsko delavnico, naredim delavnico na nekem drugem področju, nekaj naredim. In zdaj je že lahko nekomu s konkretnimi stvarmi pomagam, in recimo pomagam tem ljudem, ti ljudje so blazno navdušeni, mogoče mi celo dajo kaj denarja za to, mogoče, no, jaz sem začetnik, vendar tukaj še nimam dosti pojma. Ja? Tretji nivo coacha je nekdo, ki je že izkušen, ki že konsistentno dobiva nekaj denarja, to pomeni mesečno, tedensko, dobiva nekaj denarja in pomaga ljudem. Tukaj je že izkušen coach. Ponavadi težava tega coacha je, da ne zna konsistentno dobiva stranki, ne zna na dolgi rok postaviti posel. In potem je zame četrti nivo, je zame nekdo, ki je mojster coach, ta obvlada, dobro živi in dela in tako dalje. In to je četrti nivo coachinga. In peti nivo je zame nekdo, ki je pač ozaveščen coach, ki pomaga drugim ljudem, da postanejo coachi. Teh 5 nivojev imam. Zakaj jih govorim, ker ne vem točno, kje ste vi. A ste zdaj prav na začetku, a ste nekje vmes in kjerkoli v resnici ste, ali da imate samo eno željo, ali da imate v resnici že cel kup znanja in ko me čakate, kje so stranke, da mi je Aleksandar stranke, drugo me ne briga, v resnici ste na pravem naslovu. Na pravem naslovu v tem smislu, da jaz bi rad vam pomagal, da zgradite posel, da pomagate ljudem, da v resnici naredite en preboj prav na tem področju. Ja? Zdaj bom že v prvo knjigo, tako da lepo prosim, če ste toliko prijazni, delite in napište, da ste delili. Ja, ista pašta, Vanja, jako lepo. Ja, Vanja je fantastična v tem smislu, ker zna vse lepo nas pošlihtati in slikati in tudi, ja. Zdaj bomo že v prvo knjigo. Delite, napišite, da ste delili komentarje in ta prvi, ki bo prišel, izžrebam toliko, da bo seveda delite, da bo dobil to lepo knjigico po pošti. Prav, to ste delili, napišite, da ste delili, če ste lahko večkrat kliknete na share in večkrat kliknete, da ste delili, samo toliko, da vem, da vam lahko podarim eno knjigico, ki bi rad res podaril z veseljem. Tako da večkrat napišite, imamo malo časovnega zamika v tem času. Ja, vam bom pa dal eno knjigo v priporočilo in to je knjiga Sell or Be Sold. Grant Cardone, tako da ne vem, če kdo pozna Grant Cardonea. Jaz imam na tečaju NLP coacha 2 Roberta, ki sta me prepričali, da to je en fantastičen predavatelj in trener
in z užitkom sem šel skozi to knjigo, prebral, izpisal neke stvari in ena pomembna stvar, ki bi me ne dal kot coachem ali pa ljudem, ki bi radi bili coachi, je ta, najprej seveda prodajte sebi in ko boste sebi prodali, boste lahko v resnici prodali tudi drugim. Brez tega ne bo šlo. Ja? Dejte napisati, da ste delili, zdaj nekoga je ževo, zapiram oči, delim, napišite komentarje in dobitnica je nihče drug, Helena Štrancar-Butina. Ja, Helena Štrancar-Butina. Helena, čestitke, bravo, knjiga je vaša. Lepo prosim, če ste samo toliko prijazna in pustite naslov, to me je zajtrk za dušo, ta knjigica bo prišla vam po pošti. Napišite kar v zasebno, vaš naslov, poštni, seveda, ne elektronski. Včasih ljudje nam dajo mail, da pošljemo knjigo, kako je lahko pošljemo po mailu, še nismo ugotovili, lahko PDF-ju. In lepo prosim, če Helena, čestitke, danes je vaš srečen dan in tudi res čestitam, bravo. Ne pozabiti, pošte naslov pošte v zasebno, to pomeni kot sporočilo v ta Facebook profil, ki je naš skupen in boste seveda, moje sodelavke bodo jutri pogledali in vam bodo to dali na pošto. Ja, čestitke, bravo. Če slučajno ne pride, nas spomnite, ker včasih dobimo preobilico tega, tako da delite ali pa napišite tjasa@mastermindacademia.com, napišite, da ste zadeli knjigico, da vam delimo. Tako da iskrene čestitke, bravo. Da se vrnem v tej knjigi, ki jo res priporočam za vse coache, za vse, ki bi radi bili coachi, ne pozabiti na to, kar sem vam rekel, in sicer, da najprej rabite verjeti in prodati sebi, da je to vredno, in ko to naredite, boste v resnici lahko tudi drugim prodali. In to je ena pomembna stvar, o kateri bom tudi govoril. Ok, fajn, smo pripravljeni. Zdaj pa dajmo štartati z našim flipchartom. Flipchart, avtorica je naša Nika, mi imamo eno sodelavko, ki nas spravi dobro voljo, je tudi akademska slikarka, ki boste videli, kako je fantastično, ona to riše in dela in ne vem kaj. In poglejmo skozi malo. Poglejmo 4 glavne izzive, ki jih danes imajo coachi, pa ljudje, ki bi radi bili coachi. Prvi izziv je mindset. To je, ne verjamejo sebe in ne verjamejo, da so sposobni, ne verjamejo, da je to vredno, ali pa dobijo kakšno zavrnitev in takoj si je začel v glavah delati, kaj bi to. Torej, mindset je totalno kontraorientiran od tega. In če ljudje imajo napačen mindset, če nimajo tega mindseta, kje so možnosti, kje so priložnosti, prehitro odnehajo. In zato za mindset vam priporočam, da vzamete to knjigo, da jo preberete, en kup dobrih, koristnih nasvetov je noter, boste našli in tako dalje. Če tega mindseta, če vaše naravnanosti miselne ne boste spremenili, potem boste hodili bistveno počasneje do rezultata, do cilja. Ker o tem, kar jaz danes govorim, če niste še pripravljeni slišati, tako ne boste slišali. Če niste še pripravljeni v akcijo, jaz vam zdaj lahko govorim, povem točno in jaz, ker ljudi vidim, točno vem, kaj moram narediti. Sam me ne poslušajo, niso pripravljeni in ker niso pripravljeni, ker me ne poslušajo, v resnici, kaj se zgodi, ne grejo v akcijo. In potem rabijo onih 5 let in pridejo nazaj in točno to naredijo, kaj sem takrat rekel. In isto je pri meni. Jaz sem že kdaj dobil idejo, mentori so mi rekli, Aleksandar, naredi vse skupaj čim več online in nisem poslušal. In zato je fajn, da poslušate ljudi, ki so že pred vami, ki so mentori. Ja? In ideja, ki jo hočem tukaj dati za vas, je ta, ker se mi zdi zelo pomembno. Pomembno je to, da pomislite, kaj so omejitve, ki jih imate, kaj je prtljaga, ki jo nosite s sabo, ker to je del mindseta. Kaj so prepričanja, ki jih imate v vas, kaj so prepričanja o tem, da se sme ali pa ne sme računati, ker ti doskrat bo ljudje rekli, ne, to je duhovno področje, to se ne sme računati in tako dalje. Kakšna prepričanja imate o denarju, ker včasih ljudje ne znajo vrednotiti nečesa, kakšna prepričanja imate o tem, ali ste pripravljeni ali niste, ker ljudje rečejo, jaz nisem pripravljena še, mi manjka še en kos papirja in če hočete en kos papirja, imam jaz danes en kup papirčkov v sabo in vam ga dam, kajti jaz vem, da to ne manjka in cel kup stvari v resnici danes ljudje si dajo v glavo, da ne grejo v akcijo. Imajo mindset, ki jih vleče nazaj. Imajo mašino noter, ki jo sami upravljajo, jo ne znajo tako zagnati, da ne pridejo do rezultata. To je prvi izziv, kaj danes imajo coachi, zakaj ne grejo do rezultata ali do cilja. Naslednji izziv je ta, da se ne sfokusirajo nekam. In seveda ne morate najti fokusa, dokler ne testirate več različnih fokusov, dokler ne premislite malo
točno komu bi radi pomagali in iti tja, pogovoriti s to skupino in celo poskušati kakšno stvar prodati. In potem ugotoviti, ta skupina to rabi, ta ne rabi. A počasih ljudje bi radi pomagali nekomu in definirajo, to je moja idealna stranka in ko greste na trg s to stranko govoriti, ta stranka ni pripravljena še. Ja? Danes vi lahko delate preventivno, recimo bistveno hitreje bo se naše stranke, ki bojo rabili, ki nekaj boli, ki ima neko konkretno bolečino. Ja? To meni, recimo, sanjsko je delati z pari, ker jih gre fajn, ker se znajo pogovarjati in tako, in to so lahko idealne stranke. Vendar, če pomislite danes, če ste coachi za pare, za odnose, boste ponavadi hitro prepričali nekoga, ki ima probleme v odnosu, ki ima bolečino in prej prišli do tega. In težava danes v resnici ljudje, da bi radi bili vsi za vse. In tudi vse delali, vse jih zanima. Jaz rabim širino in tako, in nekoč nekje se je treba odločiti. Ker sem jaz, recimo, začel to moje popotovanje, sem šel na ne vem koliko delavnic. Če bi jaz dal vse certifikate, ki jih imam, papirčke, bi jih dal po zidu in od raznih energetskih terapij, od teta healinga, od tega, da sem recimo Silva metodo naredil, od raznih seminarjev, ki niti ne vem točno, zakaj se re, od tapkanja in vse živa. In na koncu sem rekel, kaj je tisto, ki je meni najbolj pomagalo, kaj je tisto, kar sem jaz dobil največ rezultat in kaj je tisto, kar bi v resnici jaz dal naprej, kaj najbolj verjamem. Sem rekel, ok, to zberem in druga ne bom več preučeval in sem zbral seveda NLP, hipnozo, coaching in to, kar zdaj počnem, ker to vidim, da je res bolečina ljudi in res hud problem. Ljudje danes imajo znanje, imajo priložnost, so rojeni za to, da bojo coachi, mislim, da je to njihovo poslanstvo v resnici in neč naredijo in čakajo, da se bo nekaj čutečno zgodilo, da bojo stranke pršne in potrkale, bi ti bil moj, ko niste še šli ven. In na tej poti seveda, mislim, ker ljudje tako mislijo, v resnici to ni bila neka enostavna pot, ker sem jaz začel, mislim, verjente mi, meni je bilo nerodno s tem se ukvarjati, recimo, moja izobrazba je v bistvu ekonomija in informatika. In jaz pridem s tistim doktoratom, ki sem ga naredil po neki sili razmer, ker v resnici bilo fajn, da sem ga res naredil do konca, ker če ne bi mogel vračati denar, vzeli štipendijo, v resnici to ni bilo nekaj, ker bi jaz nekoč sanjal o temu in ker sem to končal in zaključil, sem videl, to je moja strast in po eni strani sem trpel, ker me je bilo strah, nisem vedel, če lahko kaj pomagam, in hkrati sem neskončno užival, da sem lahko bil pred publiko. Mislim, jaz sem se namartal, da smo zbrali takrat skupaj 10 ljudi brezplačno. To je bilo, ne? Moja prva plačljiva stranka je bil nekdo, ki je plačal 80 € in to je to. In cel dan sem jih mučil in učil, ker sem potem še 3 ljudem podaril, sem rekel, prosim, pridite, da lahko izpeljem to delavnico in smo imeli delavnico samozavest in jaz sem bil najbolj nesamozavestna oseba v tistem prostoru. Zakaj? Ker dostikrat se to zgodi, da vi začnete in takrat je treba ustrajati. Da bi rekel, da je bilo to neka taka linearna pot, je bilo toliko ovinkov, toliko vzponov, toliko palcev, tokrat sem rekel, Aleksandra, boš to zmogel, je to zate in sem ustrajal in to je ena pomembna stvar pri temu je, da potem se enkrat je treba odločiti in danes, ker sem se odločil, mi nekdo prije z nekim znanjem in reče, je to pomembno za moje poslanstvo? Ja, grem. Če ne, danes toliko delavnic, rabite fokus. Prvič, kaj boste se naučili in drugič, kaj boste dali naprej. In brez tega fokusa boste tavani in tudi stranke ne bojo vedele, kaj bi v resnici radi dali in kaj mi boste prinesli. Ja? Dajte mi samo napisati, me slišite v redu, mislim, je fajn, povej še kaj. Ja? Naslednji problem je danes komunikacija. Danes boste našli ljudi, ki v resnici nepravilno komunicirajo s strankami. Ja? To pomeni, ne komunicirajo pravilno. Danes boste našli ljudi, ki sploh ne znajo jezika strank. Recimo, jaz recimo zdaj imam različni, kako sem jaz začel, da sam ne vam povem primere, ko sem jaz začel, sem imel različne brezplačne delavce, ker nisem vedel, kako narediti in te delavce so bile obupne. In cel kup parametrov danes, ki jih imam v brezplačnih delavcah, in takrat nisem imel in recimo zdaj imamo mi delavnico NLP praktik v Mariboru, skupina je že pač bolj ali manj formirana in sem imel sam eno delavnico in to je to. Zakaj? Ker sem se naučil sistema, sem se naučil metodologije, kako zberem mojo skupino in ta skupina je zdaj dovolj velika, da lahko v resnici
delamo in tako. V resnici takrat sem hodil po delavnici in sem govoril, sem predaval in dostikrat se je zgodilo, da sem jih hotel impresionirati z mojim NLP znanjem, ker imam v resnici ogromno znanja. In sem gotovo, da sem jih takrat prestrašil. Zakaj sem jih prestrašil? Prestrašil sem jih zato, ker sem govoril o konceptih, ki niso še niti razumeli. Jaz sem rekel, moram vse dati. In nisem govoril njihovega jezika. Nisem govoril jezika, zakaj so oni sploh prišli tja. Oni nočejo vzeti nekih konceptov, kaj jih bom jaz peljal tam z NLP tehniko na mojstru. Jaz sem govoril že včasih na brezplačnih delavnicah, sem pokazal tehniko z mojstra praktika. Ali pa recimo neko coaching tehniko sem kazal in to je bil ta moj ego, namesto da bi rekel, nekdo je prišel po pomoč. Kaj v resnici rabi slišati, da bo šel domov in bo nekaj s tem naredil. In je pomembno, da pomislite na to, kakšen jezik stranke slišijo. In ena izmed stvari, ki sem v tem povajal, seveda, kaj v resnici stranke sploh hočejo, zakaj vas sploh obiščejo, zakaj bi sploh delali z vami. In naslednja stvar, ki je pomembna, je ta, in ta je res pomembna, je to, da danes ljudje so odvisni od tega, da izmenjujejo čas za denar. To pomeni, edini trenutek, ko služijo, je takrat, ko delajo. In za coacha je zame to nekaj, kar je v tem trenutku ni v redu, ne se tega dovolj, ne koristno, ni fajn. Zakaj? Jaz hočem, da ste kot coachi sposobni služiti denar tudi takrat, ko spite. Ma ne samo, da služite denar, tudi služite vašim strankam takrat, ko spite. Ne pozabite na to, da je en kup ljudi danes prvič, ki nima dostopa do vas, drugič, ko vas rabi, ko vi niste pripravljeni pomagati, in tretjič, če bo to sistem in bo to v nekem, recimo, finančnem rangu, ko bo ljudje se lahko privoščili, moče si ne morejo privoščiti vaše delavnice ali pa nečesa. Če pogledate, jaz v resnici dajem vsak dan eno dobro jutrnico, eno misel. Danes sicer ne vem, če sem jo dal, ne vem, tisti, ki spremljate, ker je res zdaj malo intenzivno obdobje v mojem življenju z vidika dela in intenzivnosti. Dajem vsak dan neko stvar popolnoma brezplačno, eno misel. Ta video je v resnici darilo za marsikoga izmed vas, da boste nekaj s tem naredili, ker sem vam že parkrat rekel, da je akcija stvar, ki vas bo rešila in akcija stvar, ki vas bo premaknila. Zdaj mogoče je fajn, da se darte malo poriti in rečete akcija, da se boste res premikali proti rezultatom in proti ciljem. Napišite še akcija v komentar, da se kaj sploh še ne znate napisati akcija, tako da to. To so glavne stvari, ki jih danes ljudje imajo kot izzivi. To pomeni, nimajo prava mindseta, ne znajo se sfokusirati in ker se ne sfokusirajo, sploh resnici ne znajo definirati, kaj delajo, ne znajo pravilno govoriti z ljudmi, to pomeni strankami, in nimajo sistema. To pomeni, v resnici služijo denar samo takrat, ko delajo. In nimajo sistema v zadju, ki bi jim pomagal, da bi pomagali služiti ljudem tudi, ko spijo. Recimo, jaz vam povem, imam ogromno knjig na Amazonu, tiste, ki poznate zgodbo, ki jo ne bom delil. Recimo, jaz se zbudim in pogledam, recimo, maile in ena stvar, ki pogledam, koliko čez noč se prodalo v Ameriki. In sem hvaležen, ker ti vsaki dan, recimo, lahko dobim 10, 15, 20, 30 dolarjev, nekaj je. In to je seveda, potem treba davke plačati, pa tako, nekaj je, za eno malco je. In če to recimo nekaj časa traja, se nabere ta kupček. Vsaki dan plus, ta je majhen kupček. Zato, ker imamo en sistem in zato bi rad, da tudi vi imate sisteme. Recimo, mi končujemo v tem tednu, končujemo študij, recimo online mojstra manifestacije, ki se dogajajo poleti, ko sem bil recimo na dopustu, ko so nekateri ljudje bili na dopustu in so spremljali ta program. To pomeni, jaz verjamem v to, da je fajn, da imate sisteme in da imate sisteme na več nivojih. Ja? Ok, poglejmo si zdaj, kaj se naučimo. Tisti, ki vas zanima 5-tier business coach, to pomeni tečaj, ker se učimo dejansko, kako postavljati sisteme in kako zgraditi mindset, je, prva stvar, ki se učimo, je ta millionaire coaching mindset. Kaj je to? To je način razmišljanja o temu, kako ste vi vredni, da ste vredni. In takrat se bomo naučili, da bomo ovrednotili prvič, koliko ste investirali vase in hkrati, da bomo tudi ovrednotili to, da ste v resnici imeli cel kup težkih izkušenj, preizkušenj, ki so nekaj vredne. Recimo, da ste imeli neko bolezen za sabo, ko ste se ukvarjali s tem, ste lahko 3-4 mesece
trpelje, neki bolečini, to je lahko vredno nekaj denarja. Vredno govorim teoretično, da čutite vrednost, ker ste dali nekaj čas. In s tem, ko boste spremenili ta mindset, boste prvič šli v akcijo in drugič začeli iskati priložnosti, rešitve in tako dalje in cenili vašo vrednost. In da vam dam eno svet iz tega ven. In tukaj, tisti, ki pridete v oktobru na to delavnico, boste videli seveda, kaj konkretno delamo. Da vam dam eno svet iz tega ven. Ne morete vsem pomagati. To pomeni, ne morete vsem pomagati. Ko boste zbrali ciljno populacijo in ko boste se odločili, da je vaš avatar in niša, boste rekli, to je to in toliko je to vredno. Ko boste nekomu enkrat nekaj zaračunali, včasih mu ne bo tako fajn, ker ljudje včasih zelo težko dajo denar. Še posebej, ko imajo denar v omejenih količinah. In en izmed razlogov v resnici, zakaj danes ljudje nimajo denarja, so, ker ne investirajo vase. In to je tako začaran krog, ker doskrat če nekdo napisal, jaz pridem na to delavnico in obljubim, če bom res zaslužil 100,000, da dam 20,000 vam. Samo zdaj pa nime denarja, da pridem na delavnico. In vedno je to vprašanje, a je prej kokoš, a prej jajce. In jaz vam rečem, da začne se s tem, da najprej vi investirate vase in najdete načine, kako to narediti. In en način je ta, da res v knjižnico začnete brati knjige. Drugi način je ta, da investirate kar lahko, zato da boste seveda se nekaj naučili in seveda ni dovolj, da samo investirate, to znanje morate tudi aplicirati, implementirati. Pride domov z zapiski in to bom naredila, to bom implementirala, to bom naredila. Ker takrat dobiš le znanje, pravo vrednost. Brez akcije, brez implementacije, znanje ne bo imelo vrednosti. Ja? Ena stvar, ki se bomo tam učili, je mindset. Ne pozabi, to je res pomembna stvar za to, kar delamo. Jaz hočem narediti en klik. In ta klik bo lahko trajal en dan, 2 dni, 3. dan, ko bo prišel do klika, yes, grem ven, služim ljudem in tako dalje. Jaz nočem, da ste obsedeni z denarjem. Ne sme biti denar glavni cilj. Cilj mora biti, da dodate vrednost ljudem. Kako lahko ljudem daste maksimalno vrednost in kako jih pripeljete do rezultata. Vendar, ena izmed stvari, ki jih bo pripeljal do rezultata, je to, da bodo investirali vase. Ker bodo res dali denar in ni enostavno. In jaz vem, ker sem jaz začel, vam povem, je bilo eno zelo težko obdobje, moje življenje tudi finančno obdobje, ko smo morali popraviti streho in ni bilo denarja in jaz sem šel na tečaj, ker sem si še malo sposodil za to tečaj in prišel domov do moje žene, ki ni bila navdušena, vam povem, in ni bila srečna. Jaz sem rekel, noben problem, ko bo padel dež, ko bo puščalo, jaz bom nosil in to je bilo tako zanimivo, jaz bom nosil tiste velike posode, ki smo jih imeli takrat na kaši, to je podstrešje, po naše, po vaše, in da smo to naredili. In sem videl, da je res pomembno, da investiram vase, to znanje moram imeti. In sem prav čutil, moj klic je bil zelo močen. No? Ne vem, če imate videti, kako močen klic, pa jaz se nisem pustil. Toliko ovir je bilo, jaz sem rekel, ta tečaj moram narediti, ker sem vedel, da bom s tem lahko nekomu pomagal in da se seveda večkratno, večkratno povrnila vsa ta investicija. A takrat tega nisem vedel, to je vedno tvegano v tem smislu, ko investirate v sebe, ko naredite to investicijo, boste naredili mindset. Mislim, danes, ko ti reči, Aleksandar, kako lahko to zmeriš? Mislim, to isto je pri hiši, kako boste zmerili vi danes, zmerili, če recimo nekaj investirate v hišo, če recimo vi hišo poštimate, da ste lepšo fasado, lepo pohištvo in tako, a je verjetnost, da boste jo boljš prodali na koncu večja ali manjša, kaj mislite? Večja, je tako? Ja, in tudi isto velja, če boste recimo investirali vase. Kaj še vedeti, da boste lažje sebe prodali večja, če boste več investirali? Absolutno. Zakaj? Ker ti imeli boste več znanja in več vedenja. Ok, naslednja stvar, ki se bomo učili, je, kako se sfokusirati. In temu rečemo tudi Expert and Authority Positioning System. Jaz hočem, da se pozicionirate kot ekspert in da se pozicionirate kot avtoriteta. Zakaj je pomembno, da se pozicionirate kot ekspert in avtoriteta? Ker s tem bo avtomatsko ljudje bojo pomislili na vas. In da vam sam delim iz tega sistema eno stvar, ki se bomo mi naučili skupaj na tej delavnici 5-Tier Business Coach, in to je to, naučili se bomo, kako v resnici se odločiti za nekaj. In lahko bo se zbrali več niš, lahko bo se zbrali več avatarjev, a pomembno je, da se nekaj odločite, rečete, jaz sem to. In včasih ljudje, ko se odločijo za dost močno nišo, so potem tudi v resnici lastniki te niše. Ja? Mislim, če pogledate danes,
kaj je NLP, kaj doskrat rečejo ta NLP? NLP je samo zbirka različnih tehnik. Kaj sta naredila Bender in Grinder? Sta pošla do 3 terapeutov takrat na začetku, ki so bili dobri v tem, da so proizvali rezultate, jih vprašala, kaj delajo in zapisala v to neko strukturo in se rekla, evo, zdaj se učite. In te tehnike so potem se dodajale, so rastle. In isto lahko tudi vi seveda naredite. Vi lahko vzamete nekaj, zapakirate, da ste vaše ime in seveda s tem tudi delate. In tukaj je ena stvar, ki se bomo mi naučili, kar smo si dosti pomembno, je to, kako postanete eksperti in kako postanete avtoriteta s tem, ko se fokusirate. In še ena stvar, ki smo tukaj naučili, je, kako boste definirali vaš transformacijski proces. To je ena izmed pomembnih stvari. Hvala lepa, Janez, ki si to že zapisal. Pomembno je, da veste, kam peljete stranko. Mislim, tudi tisti, ki delate delavnice, vi morate vedeti, kaj je rezultat, kaj je transformacija, kaj hočete na koncu. Ker doskrat me ljudje vprašajo mene, kaj hočem jaz na koncu delavnice, hipnoza, praktike in tako. Jaz imam za ljudi par ciljev. Seveda je cilj, da se ljudje naučijo vsebine, da dobijo potem ameriški certifikat in ne vem, če veste, tisti, ki končajo pri nas na NLP, so v resnici edini, ki imajo licenco, drugi nimajo licence, ne? Mi imamo licenciran NLP praktik. A to sploh ni važno, ker to je spet en kos papirja. Moj cilj za ljudi je ta, da dajo kakšen nahrbtnik stran in da grejo v akcijo. In skozi govorimo o tej akciji in kako pomembna je ta akcija, da se premaknejo, da naredijo korak in napišite večkrat akcija v komentarje, ker zdaj mislim, da bo nekoga želel, ker napiše, da je akcija. Ja. Ne pozabi to, kar sem vam spet rekel, fokus. Enkrat se treba odločiti. Je težko se odločiti. Recimo ta del, ko rečete nekomu ja in nekomu ne, z vidika stranke, ni tako enostaven. Jaz vem, da je težko. Na koncu boste rekli, jaz recimo, ko ugotavljam, recimo, ne vem, če ste opazili mojo transformacijo v tem času, jaz sem se ravno učil in zdaj se učim na novo na tem ameriškem trgu, oziroma angleško govorečem trgu, ki, vam povem, sem spet na tistem štartu, ko sem bil na nuli in zdaj spet razumem te vse moje študente, ki mi rečejo, da je ni tako enostavno. Ja, vem, ko sem spet tam, spet se učim, noben me ne pozna. Pri meni je zblasno enostavno mi zapolniti skupino, toliko imam priporočil, ljudje me priporočajo, ljudje, ko mi čakajo. Eni recimo mi rečejo, Aleksandar, pred 5 leti sem si postavila cilj, da bom prišel na delavnico in danes mi je uspelo. In tako mi rečejo, ker vidijo vrednost in tudi vidijo, koliko rezultatov naši študenti dosegajo. In jaz sem si takrat postavil cilj, da okay, na začetku sem mislil, da bom vsem pomagal in na koncu sem rekel, zdaj pa moram. In če pogledate, ljudje, ki pridejo k meni, če pridete k meni delavnico, ste že uspešni. Zakaj? Ker prvič je časovna bariera, moje delavnice so večinoma čez teden in to se dosti ljudi včasih ne more privoščiti in tudi finančna bariera. In v resnici, zakaj je to pomenilo, da razumete v tem smislu, ker enkrat, ko se odločite, rečete, to bo moj fokus, to bo moje stranke, potem boste s temi strankami se ukvarjali in hkrati boste naredili sisteme, ki bo pomagali vsem ostalim, ki ne morete fizično pomagati. Toliko časa imate na voljo. Jaz recimo, ko imamo moj koledar, mi gledamo zdaj termine za jesen 2019, kaj se bo kaj zgodilo, ko imam že koledar za 2019, bolj ali manj sprogramiran, to se bo zgodilo, to bo. To pomeni, če pogledate, v resnici, ker sem zadnjič recimo poslušal Tony Robbinsa, je ta tip ima 3 leta naprej koledar razprodan. In vi ne veste, kako pomembno je v resnici ta odločitev fokusa. Ok, dajmo samo na hitro pogledati, za tiste, ki vas zanima, da se nam pridružite, kako bo ta 5-tier business coach potekal. To je delavnica namenjena vsem tistim, ki bi radi postali coachi ali pa bi radi pomagali ljudem na kakršenkoli način in tako dalje. Začnemo v četrtek popoldan, od 16 do 21. V Ljubljani imamo zdaj smo mogli na drugo lokacijo, je res fantastična, v BTC-ju je, to je dosti parkirišč in je v pospeševalniku, res je luškana. Nekdo je priporočil, ko smo dali zadnjič, tam smo šli pogledati, se rekel, wow, tukaj bomo, pa smo se malo premakali. Potem bomo v petek cel dan od 9 do 18 in v soboto do poldne, to je 3 dni smo skupaj v živo. Če katerikoli dan ne morete, vse snemamo in dobite posnetke. Ja? Torej, dobite posnetke. Reče, recimo v četrtek bom prišel še ob 6, fajn, 2 uri boste videli video vsebine. To je edini seminar, ki ga snemam, in edini seminar, ki dobite vse 3 dni posnete in jih dobite, da jih lahko imate tudi doma. Ja? To se mi zdi pomemben del z tega vidika. Ja? Ne pozabite. Zdaj, investicija v to, recimo, zdaj, ko gledam, pasite, to ni vse, ker vi zraven dobite še 4 srečanja v živo, vsake 2 meseca. Zdaj, malo čakam termin, ki bi rad uskladil z skupino, ki že obstaja in skupino, ki je zdaj se bo pridružila. Vsake 2 meseca približno se bomo dobili en dan v živo,
ko bomo malo vas poslušali, malo bomo vadili in tako, in bomo imeli tudi 8 klicev online, tako kot zdaj, ko bomo delali na vaših caseih in tako. In hkrati imamo zaprto Facebook skupino, ko si pomagamo, delimo. Recimo, zdaj smo imeli nekoga, ki je po delavnici bil mogoče malo slabše volje, kot je ena naša tečajnica, in so ostali jo spodbujali, to je fantastično. Ali pa nekdo vpraša za nekaj svet in ga cela skupina podpira. Moram reči, da imamo blazno navdušen sem na skupino, ki jo imamo, in boste videli, kako je fajn je. Pa če bi investirali v to znanje, jaz sem garantiran, da ta znesek, ki ga zdaj dajem, je bistveno premajhen. Ja? To je 4,997 evrov plus DDV, je bistveno premajhen znesek. Ja? Zakaj? Ker to znanje sem ga pridobival tolikokrat sem šel v Ameriko, v Avstralijo, v London in tako dalje, da sem to vse znanje dobil in toliko napak sem naredil, ki so me bistveno več stale. Samo da vam povem. In če ste zdaj na tej frekvenciji vibracije, da me slišite, da sam povem nekaj, da bo bistveno cenejše investirati ta denar, kot ti, če ste napake. Sam eni boste šli, boste rekli, ne bom in bom šla. Vendar, cena, in tiste, ki vas zanima, je seveda akcijska in to je 2,497 evrov plus DDV. Da vam ne povem, kaj še dobite zraven, ampak dobite ogromno stvari. Ok, zdaj smo si povedali prej, smo neki mindset, fokus, poglejmo komunikacija. Pri komunikaciji bomo se naučili sistema, ki mu rečem Perfect Marketing Message System. Kaj se bomo tam naučili, je to, kako vi komunicirate s strankami, da bodo razumele, da vas bodo slišale in kako govoriti njihovem jeziku. In kakšen je jezik stranke, je jezik rezultatov. Če vam zdaj dam nazaj, kakšen rezultat sem jaz obljubil, coach 100,000 evrov. Nisem vam obljubil, jaz vam dam sam primer cilja, ki bi vas vabil, da si ga postavite. Zakaj vam jaz ne morem v resnici rezultata obljubiti, ki je odvisen od vas? Jaz vam lahko rečem, če boste naredili toliko sklecov, če boste šli, bojo mišice vam zrasle in tako, na vas je, da boste šli sklecati delati, da boste šli v akcijo, da boste implementirali to stvar. Ja? Tukaj se bomo naučili to, kako boste komunicirali stranko, kako boste zaključevali stranko, kako boste prodali stranke in tako dalje. In če tega ne boste obvladali, boste danes stavili. Jaz danes, ko gledam kakšne oglase na Facebooku, včasih, če kakšen naš študent pokomentira, rečem, prosim, spremeni. Eni danes oglašujejo, in ne znate komunicirati s strankami, zato jih tudi ne dobite, zato jih tudi ne prodate, ker govorite jezik, ki ni jezik stranke. In zato je pomembno, da se naučite to komunikacijo. Ta Perfect Marketing Message System je sistem, ki vam bo pomagal, da boste komunicirali tako, da bojo stranke razumeli, da bo merljivo, da bo rezultatsko. Danes ljudje naredijo, imam brezplačno delavnico, danes ljudje nimajo cajta hoditi na brezplačno delavnico. Danes je toliko vseh delavnic, imate povedati, kaj boste jim dali konkreten rezultat. 5 korakov, v katerih se boste naučili to pa to. Zraven poveste, da je brezplačno in hkrati tudi poveste, kaj jim ne bo treba delati. Kajti s tem boste se izognili nečemu. Ja, kaj danes ljudje, recimo, če dam primer, recimo, da je vaš cilj, da pomagate ženskam, ki so stare x let, da zgubijo 15 kg v 3 mesecih. Ne vem, če to zdaj ekološko ali pa ni ekološko v smislu telesa, je fajn, da poveste tudi, kaj njim ne bo treba, brez da jejo neke preparate in ne vem kaj. To je v resnici, kar naenkrat boste ciljno komunicirali, ko se to naučite. Jaz vam povem, neke stranke vas bojo slišale, vas bojo klikale, vas bojo recimo dobile, da bojo... In recimo, danes, da vam dam še en primer. Danes ljudje, ena izmed stvari, ki se bomo mi naučili, seveda je, kako dobiti bazo, stranke. Pomemben del, to je pomemben del coaching posla, ker brez stranke ne morete živeti. Coach, ki nima stranke, nima kaj delati. In ko se bomo mi učili, kako dobiti stranke in bazo, je pomembno seveda, da imate razloge, zakaj vam nekdo zaupa mail. Ker danes je mail, če pogledate, imamo ta GDPR, oziroma ZVOP 2 bo prišel za varstvo vseh podatkov, danes je mail vreden, ima neko vrednost. In ljudje kar ne zaupajo mailu. In če vam zaupajo, vam dajo neki fake mail, ki ga nikoli ne preberijo in vam ne dajo primarnega maila. In recimo, da vam dajem primer enega zanimivega testa, ki so ga Američani naredili. Ja? Nekdo je napisal KISS test. Ja? To je bil test, ko ženske, kako gotoviti, kdaj ženska želi dobiti poljub. In to je bilo vprašanje, kako gotoviti, kdaj ženska dobiti poljub. In ljudje so dali mail in potem so dobili na mail sporočilo, ženska bi rada bila poljubljena takrat, ko se nahne proti vam
in vas tako pogleda nekaj v oči. Zdaj se točno zbišujem, ker sem pozabil točno vsebino in ta KISS test je dobil ogromno mailov, ogromno ljudi se je optiralo. Zakaj? Mislim, to je bila stran, kjer so želeli pomagati moškim, da dobijo partnerko. To je bilo vprašanje kviz, ki je bil povezan z vsebino. In zato pomeni, da ne boste zdaj videli KISS test na vašo spletno stran in na tak način dobili maile. Ko sem opovarjal temu delu, je ta del neverjetno pomembno, da dejansko obvladate. Komunikacija. In potem zadnja stvar je sistem. Jaz temu sistemu rečem fast and easy client converter, to je sistem, ki enostavno in hitro spremeni stranke iz potencialne v pravo. In temu se rekel 5-tier coaching sistem, ki ima 5 nivojev. Zakaj ima 5 nivojev? Kajti prvi nivo smo rekli je brezplačen coaching, drugi nivo je coaching, ko jaz zamenjam za neko majhno vrednost. In če gledate, taka knjigica je lahko nivo 2 coachinga, jaz ljudem pomagam za relativno majhno vrednost, in celo gre v knjižnico. Zdaj, če pa še ena gospa, ki je mojo knjigo, ne morete verjeti, ki mi je šlo na smeh, je skopirala knjigo Odloči se za srečo, ki je tako tankica knjigica, in je pa še, če lahko podpišem to knjigico, tako simpatično. Mislim, to so avtorske pravice. Ja, ok. Toda v resnici je tukaj sistem, ker imam jaz 5 nivojev in mi smo se te nivoje naučili in jaz vas bom prosil, da jih v tem času, ko bomo skupaj, ker mi smo skupaj te 3 dni. Ker imamo cel kup bonusov, bomo skupaj do junija. Ja? Do junija jaz bi rad, da boste imeli teh 5 sistemov narejenih. In z temi znanji, ki jih imam zdaj, ki jih stalno dopolnjujem in izpopolnjujem, jaz vam povem, da recimo zdaj, ki sem bil v Kanadi, pri 14 dneh sem bil v Torontu v Kanadi, na enem mastermind skupini, in ne vem, če veste, koliko stane letalska karta. Zdaj, in potem spet ta mastermind skupina ni na kakršnikoli lokaciji, je bila na posebni lokaciji. Ne vem, koliko stane hotel še pol. Zdaj govorimo o cifrah, ne? Ko rečejo, Aleksandar, to je tako drago vse. Jaz sem šel tja, preživel 2 dni, imam polno beležko in tako, ki bom seveda na enem online klicu vsem skupaj, moji skupini 5-tier coach, business coach delil. In sem se ogromno stvari naučil, ki imajo vrednost. Mislim, prvič sem bil toliko časa počel družine, sem investiral toliko denarja, ki je večkrat investicija v to, kar smo danes skupaj. In hkrati, če pogledate, ne, dodajam vrednost, ker vi morate biti obsedeni s tem, da dodajate vrednost vašim strankam, vašim ljudem. Ja? To je 5 stvari, ki se bomo učili. Če tega ne boste imeli, če ne boste imeli sistema, ne boste dobivali strank, ne boste imeli polnih dvoran, ne boste imeli polnih učilnic, ne boste imeli stranke, ki bodo čakali, da delajo z vami. Rabite sistem, ki dela avtomatsko. To pomeni, jaz si želim, da boste na koncu vsi, ko končate ta tečaj, ko boste z mano, imeli dovolj strank, da boste v resnici živeli tudi, ko spite in delali tudi, ko spite in po mojem stranku tudi, ko spite. Torej, da boste v resnici služili ljudem tudi, ko spite. Ja? Ok. Zraven boste dobili nekaj daril. Ena skupina je mastermind skupina 10x Trust. Je kakšen tukaj, ker je podjetnik in bi rad dejansko bil v tej mastermind skupini, ker nekomu izmed vas dajte napisati, da ste delili, ena izmed vas bom zbral, da bo z nami en dan, to bo od 9 do 1 ali pa od 17 do 21 v teh mastermind skupini. Jaz vam povem, tisti, ki so bili v tej skupini, so bili navdušeni. Vrednost te skupine je 1000 evrov in vam jo podarim. Torej, samo dajte deliti in tako dalje. In še eno darilo boste dobili vsi, dobili boste scenarij za Facebook video. Ja? Torej, ena, ki je deli, zdaj bom, če sam delite, boste v resnici dobili darilo. Facebook video dobite, scenarij za Facebook video, kako narediti video, s katerim vam bodo ljudje zaupali mail, kako narediti video, s katerim boste lažje prodali vaše storitve in tako dalje. Tako da ne pozabite na to. Ja? Pa bomo še nekoga žrebali na temu, kako kažete temu, že gledati delo? Ja, bomo nekoga žrebali tudi na Instagramu. Lepo zdrav Instagramovci, lepo zdrav Facebookovci. Ja? Tako da, kakšna podjetnika moramo žrebati, ok, dajmo, delite. Ja, da vzemo za prvo oči, delite in napišite, da ste delili. Če boste večkrat delili, večkrat napisali, več je verjetnost, da vas žrebam. Delite, koga bom žrebal, tisti, ki je prvi. Evo, ne boste verjeli, naša Mirjam je tista prva na vrhu. Evo, Mirjam, čestitke, evo, vidiš, čestitke. Mirjam, ti si pa res srečka. Ja, bravo. Ja, ok.
Super. Ja, mislim, Vanja, ti že veš, da to imaš, ne? Upam, da veš. Ja, ok, fajn. V redu. Še enkrat povemo, kaj se bomo naučili na tej delavnici. Naučili se bomo prvič, kako spremeniti mindset, da se zaslužite, da ste vredni, kako zaračunati, kako dejansko iti v akcijo, kako se premakniti iz te cone obdobja, ki ste zdaj. Naučili se bomo drugič, kako dobiti nišo, avatar in kako seveda definirati transformacijski proces in kako postaviti ta expert and authority positioning system. Jaz hočem, da ste avtoriteta na tem vašem področju. Ja? Potem tretja stvar je komunikacija. Naučili se bomo, kako komunicirati, da bodo stranke kupovale. Temu rečemo perfect marketing message system. In na koncu dobili boste strukturo, ogrodje, kako postaviti fast and easy client converter. Rečemo temu 5-tier coaching sistem, to je ta moj sistem, ki sem ga testiral tolikokrat že in res verjemite mi, ta sistem prinaša toliko ljudem na svetu na desetine milijonov evrov, ma to samo pomeni to, da desetine milijonov ljudem pomagajo, ker več ljudem, ko boste pomagali, seveda več boste tudi dobili nazaj z vidika tega dela. Tako da ja, odlično. Ja, Vanja, ti bi dvakrat prišla, se res imaš prav, bravo, čestitke, imaš prav. Ja, ponavljanje imate učenja, to je tako genialno, kar si rekla. Ok, dajmo zdaj pogledati. 5-tier business coach, to je zdaj akcija za danes. Tisti, ki se danes odločite, danes prijavite, ste z mano, ste z nami, dobite. Ja? Ok, 5-tier business coach. Ja? Dobite 8-mesečnih klicev online. Vredno 4,000 evrov teh klicev. Dobite 4 mastermind srečanja v živo, to je 4,000 evrov, mislim, da imamo 4 dni v živo, smo rekli. Do junija 2019 končamo, pred počitnicami, da so šli v miren dopust. Enkrat bom poslal mailing na našo bazo, trenutna je baza 31,000 mailov, toliko mailov imamo. Ja, bom poslal, ne vem, koliko bomo imeli pol, ker zdaj imamo opt-in, opt-out in GDPR in vse. Ko se odločite, rečete, Aleksandar, pošli mi tak mailing, jaz vam bom poslal, če ne bo kaj vulgarnega noter in neprimernega za našo bazo. To dobite brezplačno. Do junija morate skoristiti, prav, ne pozabiti. Ja? Potem, del fantastične Facebook skupine, mi smo v tej skupini neverjetno povezani, jaz vam povem, skupina ima vrednost sama po sebi več kot 1000 evrov, mi smo od 7000 evrov, a da imate vi nekoga, ki približno enako razmišlja kot vi, gre proti istem cilju. Zdaj smo zadnjič ena izmed naših stečajnic Petra, ki sem vedel, da tudi kandidira zdaj na nekih volitvah županskih ali skupina, nisem točno razumel posta, in je rekel, kako lepo je, da smo tako povezani, kako lepo, da smo povezani kot tim. In v tej skupini 5-tier business coach moram reči, da smo se zbrali ljudje, ki smo podobno misleči. Ja? Recimo, ena izmed naših članic, ki ste jo videli tudi na sliki, recimo Tanja Skaza, ki je del naše mastermind skupine in je bila tudi na eni izmed naših srečanj, ko smo bili v živo, pa je nekam odpotovala. Kaj vas še dam zraven? Vam dam mastermind skupino. Tukaj je predobila Mirjam, čestitke, dobiste zraven. Enkrat se boste dobili v tej mastermind skupini 10krat raz, ki služi temu, da povečate vaš posel. Zraven vam dam najem moja studija. Vi ne vidite, kakšen studio imam tukaj. Imamo kamere, imamo audio zvočenje, imamo lučke, flipchart, tukaj za mano je green screen, to je zeleni zaslon. To dobite zraven. In to vam dam za en dan skupaj s tehnikom in zraven dobite tudi nekaj, kar se mi zdi tako dragoceno, da vam bolj ne znam povedati, in to je, da boste dobili tehnika našega. To pomeni, nekdo izmed naše skupine bo tukaj z vami, vam pomagal vse nastaviti, da boste v resnici lahko postavili vaš posel oziroma posneli to, kar imate za posnet, da boste lahko v resnici funkcionirali, da boste lahko v resnici delovali, da boste lahko v resnici postavili teh vaših 5 tirov, ne vem, ko že temu rečemo. Ja? Tukaj smo se prej pogovarjali. In pomemben del tega je to, zakaj vam zdaj vse to govorim, je, ker ti rad bi, da v resnici se nam pridružite. Ja? Da se nam pridružite, da ste z nami. Jaz sem vam dal tudi link, kjer se lahko prijavite. Ko zaslužite 100,000 evrov, vas povabim na slavnostno večerjo. Če ne morete na slavnostno večerjo, na slavnostno kosilo, ker bom praznoval z vami vaših 100,000 evrov, tukaj imate daljši link, imam pa jaz kratek link, to je mastermindacademia.com, poševnica, 5-tier coach, 5T coach, tam se prijavite, se mi pridružite in če se mi pridružite zdaj takoj,
dobiste v resnici vse te bonuse za ston in cena je 1,997 € plus DDV. Edina stvar, kar rabite, je, da tam poravnate 200 €. Reste na ta link, se mi pridružite, 200 € poravnate in ste z mano in mi dovolite, da vam pomagam postaviti vaš posel, da postanete coachi, da vas premaknem. Kdaj je pravi trenutek, da to naredite? Zdaj. Mislim, zdaj ti samo predstavite nekaj. Ne? Mi smo imeli nekoga, ki se je prijavil in je z nami v tej skupini in ta oseba je v resnici s tem, ko je prišla v skupino, razprodala delavnico, oziroma prodala bistveno več mest, kot je mislila v delavnici, zaslužila, če sem prav razumel, 3400 € z eno samo skupino, plus še nekaj dobila z nekaj razpisa. V resnici je investicija že dvakratno povrnjena. To pomeni, zdaj samo predstavite, če zdaj že nekaj delate, že zdaj nekaj slušate, kaj se zgodi, če podvojite to, kar slušate? Kaj se zgodi, če potrojite, če početverite, če se bo ta znesek bistveno povečal? Tako da jaz bi se vam res vabil, hvala lepa, Nevenka, za to tvoje mnenje, hvala lepa, da ste z mano. Nevenka je recimo tudi ena izmed teh članov skupine, ki jo boste spoznali, fantastična oseba, ki z energijo pomaga drugim, tako če bi se radi kaj naučili, jo pogooglejte oziroma po Facebookajte, ne vem točno, ko jo boste našli. Prijavite se na Mastermind Akademija Pošeca 5T Coach. Lahko plačate s kreditno kartico, če jo imate Visa, Mastercard, Diners na 12 obrokov. To pomeni, greste na spletno stran, danes poravnate recimo 200 € akontacije in potem se slišite z mojim sodelavka Maki, ne vem točno s katero zdaj, ki je prevzela to delavnico zdaj čas, in se slišite in se zmenite zato, da ste z njimi točno uskladili, točno plačila in tako. Dajte se nam pridružiti, da ste z nami, jaz komaj čakam, da začnemo. Jaz upam, da ste danes kaj izvedli. Najbolj pomembna stvar je ta, investirajte v sebe, investirajte vase, dajte iti v akcijo, dajte v resnici se učiti, da boste imeli več znanja, ker več znanja bo pomagalo ljudem, da bodo se premaknili nekam in iskreno pomagajte ljudem. To je vaš cilj, ne sme biti to, smo rekel že prej, ne iti v ta posel zato, da boste bogati, ker na koncu, če boste pomagali ljudem, tako boste uspešni, dajte iti v ta posel zato, ker bi radi iskreno pomagali ljudem in dajte jim dodajati vrednost, ker s tem boste jih premaknili proti ciljem, proti rezultatom in tako naprej. Če imate še kakšno vprašanje, ko imamo še kakšno minutko, sem z veseljem tukaj zdaj z vami, dajte samo mogoče, kaj vam je danes ostalo, nekoga bom še zrebil za knjigico, ker danes je moj dober dan, danes je moj srečen dan, upam, da je tudi vaš. Prijavite se, 5-tier coach na linku Mastermind Akademija Pošeca 5T coach, moče lahko napišem ta link tudi na to tablo. Investicija je 1,997 plus DDV, dobite ogromno bonusov, samo to, da vam jaz pošljem mailing na 31,000 mailov, da napolnite vašo bazo, je vredno več kot to. Ker jaz, če mi rečete zdaj, da pošljem mailing za nekaj, da mi date 1000 €, da pošljem na našo bazo, jaz ne bom poslal. Zakaj? Ker vsakeč, ko pošljemo maili, se kakšen odjavi. Jaz bom poslal mail, jaz vem, da se bo 10-20 ljudi odjavilo. Zakaj? Ker v resnici bom poslal nekaj, kar mogoče ni za mojo skupino, ni za moje sledilce, lahko ne verjamejo to. Vi si boste napolnili lahko bazo s tem. Najem studija, pri nas zapremo s tehnikom, vi boste prišli sem, Aleksandar, jaz bi to posnela in tako, mislim, koliko stane danes studio? Jaz sem dal to ceno, imamo 4K kamere, ki bojo z več kotov vas lahko snemale, imamo green screen studio, imamo tukaj flipchart misca in tako naprej, lahko boste v studiu šli kaj v živo in tako, mislim, to ima najverjetno vrednost. Mastermind skupina, koliko je vredno, da ste s podjetniki skupaj družite, podobno mislečem, mi je ogromno. Koliko je vredno, da dobite scenarij, kjer boste posneli video besedo za besedo, struktura, kako prodajati, mislim, to so neverjetno vredne stvari, ki bi me jih rad dal, zato se res pridružite. Jaz komaj čakam, da se vidimo skupaj v živo in delite. Dajte mi povedati, če ena stvar, ki je ostala, ali pa ena stvar, ki boste naredili, eno obljubo, ki boste naredili, tisti, ki bo delil še enkrat ali pa šeral ta posnetek, lajko, ne pozabiti lajkati, in komentiral bo dobil to knjigico, tako zdaj se splača, če bo tudi vaš srečen dan. Jaz se počutim srečno, upam, da se tudi vi. Hvala lepa, ker mislim, da bo hvala Instagram, je samo 1 ura, tako da Instagramovci, lep pozdrav. Nemo nekoga žebati na Instagramu, Matic mi pomaga žebati nekoga na Instagramu. Delite na Instagramu in zdaj bomo nekomu z Instagrama podelili knjigico, Matic vas bo žebal, vidiš, če kdo deli in komentirajte, da ste delili, ali pa samo komentirajte. Na Instagramu komentirajte, napišite,
Akcija in tisti, ki napiše akcija, bo na Instagramu dobil lahko knjigico. Je napisal kdo akcija, napišite akcija, napišite akcija, pripravljeni, Instagramovci, se kakšen je napisal akcija, imaš koga Matic, povem eno ime hitro z Instagrama, kdo je napisal akcija, je kakšen napisal? Noben je napisal akcija, ja, kaj malo zamika, akcija. Še koliko časa imamo Instagrama? Pol minute, ja, akcija, hitro akcija, ko bomo Instagramovce pozdravil, Instagram, je napisal kdo akcija, tisti, ki prvi napiše akcija na Instagramu, na našem pageu Instagram, ki bo dobil, noben ne bo dobil na Instagramu knjigice, ok, vidite, Instagramovci so zaspali, noben je napisal akcija, če imate Instagram in napišete akcija, dobiste knjigico. Akcija Stanko Lipič. Stanko Lipič je dobil, evo, Stanko Lipič je napisal, veš, tisti mi ta pravi Stanko, prek Murje gre. Stanko Lipič, akcija je napisal prvi na Instagramu, Stanko Lipič je srečni dobitnik, Stanko, ti bom prinesel tu knjigo na delavnico, ker ti vem, da boš prišel na 5-tier business coach zdaj, tako da čestitke, bravo Stanko, čestitam, ti si šel v akcijo. Dajmo še eno knjigo tukaj dati na Facebooku, pa vas pa res pozdravim. Še to, zadnja stvar, akcija ali pa napišite akcija, delite video, kliknite na share, napišite akcija in nekoga izmed vas bom seveda povabil, da se mi pridruži. To je akcijska cena, pohitite, kajti 24 ur od ogleda tega posnetka ta cena v resnici še velja, potem pa konc. In tudi jaz ne verjamem, da bo taka cena več drugo leto, ker to je res razprodaja, ker vidite, kaj se dobite noter in je to praktično zastonj. Ja, investicija v vašo prihodnost, da boste dobili stranke, da boste postali coach in tako naprej. Dajmo še tukaj akcija, še zadnja oseba, ki jo želim, ker potem zaprem. Zadnja oseba je Dani Gradišek. Dani Gradišek je zadnja oseba. Čestitke Dani. Dani Gradišek je za akcija, ne pozabite v akcijo, ki je komentiral, dobil to knjigico. Dani, dajte mi dati naslov. Stanko, tudi ti, prosim, da napišeš tjaši, tako da bom imel za evidenco, da si srečni dobitnik. Hvala lepa, ki ste bili z mano, hvala lepa, ki ste me spremljali, vas vabim, da seveda se vidimo, ko me čakam v takrat termin, smo rekli 25, če se ne motim, če še enkrat pogledam, 25. oktober, vi boste postali seveda takrat to vaš naslednji korak do rezultata, to je vaš naslednji korak do tega, da boste ljudem pomagali, tako da ko me čakam, da se vidimo, ko me čakam, da naredimo preboje in do takrat razmišljajte, preden se vidimo skupaj 25, 26, 27, razmišljajte o temu, kaj bi radi v idealnem svetu, da se zgodi v vaši prihodnosti. Koliko denarja bi radi, kje boste delovali, kje boste živeli, s kom boste sodelovali, mogoče boste na kakšni egzotični lokaciji. Jaz želim, da razmišljate o vašem sanjskem življenju. Vidimo se 25. Hvala lepa vsem, ki ste bili z mano. Uživajte, srečno, se vidimo. And